Gledate oddajo Klepet ob kavi. Ženske, ki ste že kdaj imele vnetje mehurja, se boste verjetno strinjali, da gre za res zelo boleče obolenje, za katerega je v 90% kriva strašna in hudobna bakterija z imenom E. coli. Ja, pod mikroskopom izgleda takole, no, naredi pa zdaj v resnici dejansko, torej, ko to občutite takole nekako, torej peče, boli, skeli, v glavnem izjemno neprijetno. In to predvsem se dogaja ženskam, ki pri vnetju mehurja potegnemo takratko. Zdaj krivca smo legitimirali, zdaj pa je čas torej za razlago, zakaj se E. coli spravlja torej na ženske. Jelena, lepo pozdravljena. Hvala, žive. Torej, kaj zdaj, kje je problem? Zakaj ženske? V bistvu takole, ravno zaradi tega, ker smo malo drugače zgrajene kot moški. In v bistvu ta razlika oziroma ta prostor, ki je med uretro, pa tudi našim zadnjikom, je v bistvu zelo kratek. In potem se zna zgoditi recimo tudi čisto ena preprosta slaba zadeva je ta, da ko se brišemo, če se ne brišeš od naprej nazaj, takrat se lahko prenesejo tiste bakterije, ker Escherichia coli je v bistvu bakterija, ki je prisotna v črevesju in potem dejansko je prenesemo v našo notranjost, tudi gre direktno prek tega prenosa, gre v sam mehur in potem povzroča težavo, vnetje in tako dalje. Ampak seveda so tu drugi razlogi, recimo ne pijemo dovolj tekočine ali smo preveč na mrzlem, vlažnem, to se dostikrat zgodi, zaradi tega govorimo v času poletja. Kupalke, ko so kupalke, pa je preveč tega mrzlega, pa vlažnega, takrat se to zgodi, ko recimo dlje časa zadržujemo urin. Potem, če recimo jemljemo kakšna zdravila, dostikrat kakšne antibiotične kure ali kontracepcija, to je težava ogromno. A niso antibiotiki kul, pač antibiotik dobiš, ja, antibiotik je tako, če treba rešiti neki življenje, pa tole seveda nam lahko pomaga, ampak prepogosto uporaba antibiotikov zruši normalno ravnovesje mikrobioti in potem to tudi pripomore k temu, da nastaja vnetja. Pa lahko so še druge težave in veliko stresa in veliko sladkorja, tudi ženske so znane po tem, da se tolažiš nekako sladkorjem, pa stimulativne stvari, kava, alkohol, take stvari, to vse lahko poslabša to zadevo. Kaj pa seks? Ja, tudi seveda, če je pretirano, posebej recimo, če se že pojavijo kakšno vnetje, to se res absolutno odsvetuje, zaradi tega, ker lahko poslabša te stvari. Tako da je treba paziti, videti, kje imamo šibko točko, zakaj se nam to dogaja in kdaj se nam to dogaja in potem to nekako eliminiramo oziroma res ojačamo svoje telo, da do tega ne prihaja. Okay. Zdaj antibiotiki praviš, da niso lih vsakodnevna, ne vsakodnevna, oziroma vsakeč, če imaš vnetje, torej pri ženske se velikokrat se zgodi, da torej prihaja do ponavljanj, ne? Tako je, res je. Ta vnetja kar pogosta. Tako je. Torej antibiotik ni rešitev, ne? Ne, kaj pa imamo kaj naravnega? Ja, v vsakem primeru je res treba, če že vemo, da imamo te težave in poznamo in smo imeli že ta vnetja, kot si sama rekla, res zelo neprijetne in simptomi, res in bolečine in peče nas in tako dalje in v bistvu tudi vidimo po urinu, urin je tako bolj motan in tudi sam vonj je neprijeten. In takrat, ko mi že poznamo, kako to izgleda, je treba tudi pravočasno ukrepati. Se pravi, če se takoj pojavijo ti rahli simptomi ali nas rahlo začne peči, a recimo, ne vem, večkrat nas tišči na vodo, to je tudi en tak znak, ki je lahko povezan s tem, tako je treba preventivno delovati oziroma si pomagati z naravo. Jaz vedno priporočam v tem trenutku, pa tudi tiste, ki imajo več težav s tem, da res imajo nekje na zalogi določene stvari. In tukaj predvsem govorimo o D-manozi, tudi probiotikih, tudi večji odmerki vitamina C. Treba je telo res hidrirati. Če nismo dosti hidrirani, res lahko imamo težavo, ker se več koncentrirajo te bakterije. Ampak tudi uporablja take izotonične napitke, tudi kot kokosova voda. Tudi nekatere sadje predvsem pomaga. Vemo dobro, da je brusnični čaj ali brusnice, da so take tipične, ker tudi vsebujejo D-manozo. In v bistvu D-manoza splakne tisto Escherichia coli, zaradi tega se ne dogajajo ta vnetja. Ampak takrat res vzajemo tudi večje količine, pa si lahko pomagamo tudi s takimi tipičnimi čaji in tudi peteršilj je dobro znan, ta diuretik, ki tudi čisti naše in ledvičke in pomaga mehurju. Loh je recimo, ne vem, zelo znana rastlina je tudi zlata rozga, tudi v tem času, če je poletje, pa če so takrat bolj pogoste te okužbe, je treba pojesti, ne vem, več kumar, tudi lubenic so idealne, preslica je fantastična, tudi zelena stebelna je taka fajn rastlina ali sokove stiskamo iz tega, da si s tem pomagamo. Ne vem, rožmarin recimo, luštrek, tavžent roža, to so vse neke rastline, ki pomagajo, pa jemo več mogoče česna, čebule, tudi ne vem, čemaža, ker deluje tudi antibakterijsko.
Tako da velike teh načinov, kako si lahko okrepimo svoje telo ali tudi recimo preden se zgodijo te stvari, ker vedno je treba krepiti delovanje in ledvic in mehurja, tudi to poznamo v tradicionalni kitajski medicini, tako da ogromno je tistih ukrepov, ki nam lahko pomagajo, da ne prihaja do tako pogostih okužb. No, ravno to sem hotela reči. Zdaj sem v bistvu iz tebe nekako izvedela najbolj pomemben podatek in to je voda. Tako je, res je, tako je. Voda je ključnega pomena. Seveda, včasih ni dovolj samo voda, kot sem rekla, je treba tudi minerale uravnavati, da imamo tudi pravi pH balans. Če tudi sam balans v telesu tistih kislin in baz ni optimalen, takrat lahko prihaja do težav. In ni samo to, kar je povezano z bakterijo, Escherichia coli, ampak lahko imamo cistitis, to je to vnetje mehurja, ki je malo bolj kronične narave. Pa recimo imamo tudi ženske, ki velikokrat imajo te, ne samo ponovitve, ampak skozi imajo ta občutek, da jih nekaj tišči, pa so neke bolečine prisotne, pa težave, pa moten urin in tako dalje. Ampak ni vedno v povezavi z bakterijo. Lahko je povezano z zakisenostjo telesa. In ko je tudi telo zakisano, ko ni spet pravega okolja, takrat prihaja do tega, da ravno v tem mehurju, pa tudi v stenah mehurja, zaradi teh kislin prihaja do tanjšanja tistih membran in potem to povzroča tudi težave in pogostejše vnetja, kar lahko pelje tudi v bolj resne zadeve. Lahko pa je to signal za kakšne druge težave, ali tudi z ledvicami, ali mogoče neki rak se je lahko pojavil in tako dalje. Treba preveriti stvari, absolutno. Tako da videti, a je to nekaj povezano z bakterijo, a je povezano res tudi z zakisenostjo telesa in takrat je to zakisenost treba odpraviti. Wow, ok. Zdaj, če greva recimo prav na to bakterijo E. coli, torej, zdaj, če prav razumem, je D-manoza tista prva pomoč, ne? Ja. Ampak v koliko času pa to začne delovati, da ti veš, torej, če bo to dovolj zate, ali sploh paše, ne paše, ustreza, ne ustreza? Ja, tako je. V bistvu je takole, kot sem rekla, čim prej ukrepamo, se pravi, ko se minimalni simptomi pojavijo, takrat bo D-manoza takoj zagrabila. Rezultati so ful hitri. Pri nekaterih ženskah je to v nekaj urah, pri nekaterih v enem dnevu, 2 dnevih, recimo se že takoj se vidi sprememba, ne rabimo jemati antibiotikov. In kot sem rekla, če temu dodamo še probiotično kuro in višje odmerke vitamina C in če jemljemo takrat, ne vem, tudi tiste čaje, uva ursi recimo, ki je tak tipičen, preslica, pa druge čaje recimo za ledvice in mehur, pa hkrati jemljamo veliko jagodičevja, ne samo brusnice, ampak tudi je lahko, ne vem, so kakšne maline, borovnice, aronija, tudi granatno jabolko, sveže stisnjeni sokovi iz tega, to bo res odplaknilo te bakterije. D-manoza je res specifična, to je ena vrsta sladkorja, ki se nahaja v samih brusnicah tudi, ki v bistvu res odplakne stene samega mehurja, tisto Escherichia coli, ki dela vnetja in se veže na to D-manozo in ne izloči in zaradi tega so tako hitri rezultati. Zdaj si omenila sladkor, ne? Ja. Kaj pa kontraindikacije, ne vem, sladkorni bolniki recimo pri jemanju D-manoze? Ja, v bistvu ne, tukaj se ne gre za to. To pač ni tak sladkor, ki je v tej koncentrirani obliki, ki spreminja tudi raven glukoze v krvi, pa tudi reakcijo inzulina. Ne, to pač tudi lahko tisti, ki imajo težave s sladkorno boleznijo, lahko tudi uživajo D-manozo. Ok. Kaj pa recimo črevo, pa črevesna flora slaba, je to? Ja, vsekakor. Vedno je to povezano s tem, to je naša osnova. In ko mi imamo, kot sem že prej rekla, recimo kakšno vnetje, tudi ali so to pri ženskah, tudi kombinacija gre. Včasih se zgodi kombinacija, da so in vaginalna vnetja in vnetje mehurja, da to dosti pogosta zadeva. To je predvsem zaradi tega, ker ni prave mikrobiote tudi v tem območju in se začne seveda tudi z našim črevesjem, tudi s celotnim prebavnim sistemom in zaradi tega jaz vedno svetujem te kombinacije, vedno rečem, ok, če imaš ta vnetje, potem se nekaj v telesu dogaja, tvoj mikrobiom ni v najboljšem stanju, je treba to tudi preveriti in po potrebi tudi narediti kakšno kuro s probiotiki. No, odlično. No, naš gost je bil nedavno nazaj tudi Stanko Pušenjak in tudi sam je povedal kar nekaj zanimivih dejstev. Dajmo si pogledati. Imate skozi neke bakterije v sečilih, vsaj v spodnjih delih sečil, to se pravi v mehurju, redko katera, da nima čisto nič bakterij. Problem je, če se te bakterije preveč namnožijo. In seveda, če gre ženska urinirati po spolnem odnosu, spere tiste bakterije, ki so se nekoliko malo više priborile, malo več prostora v tej sečnici, ali pa so prišle više gor ali pa v mehur. In to je neke vrste prevencija, ki ni za
zanemariti. Kaj pa še istočasno, zdaj če ravno govorijo o preventivi, kaj pa kakšni te prebiotiki pa probiotiki, ki se zdaj blazno govorijo o tem, da je fajn, da poskrbimo, vpliva tudi kaj v bistvu na to, da dejansko zmanjšamo mogoče možnost vnetij spodaj? Absolutno. Mislim, jaz sem prej, ko smo govorili o dlakah pa o tej genitalni flori in tako naprej, je ta zgodba se skozi ponavlja, ne, na raznih nivojih. Tudi tukaj. Skratka, ta biološka ta flora v genitalnem področju je zelo odvisna od vseh stvari, ki se tiče tega področja. Ja, torej, po seksu je priporočljivo uriniranje. To si dajmo sabomant. Zdaj, osnovna pravila za ohranjanje zdravja intimnih predelov na naši spletni strani klepetobkavi.si si torej pod zavihkom Glej oddajo lahko gledate 6 pravil intimne nege in pa SOS pri vnetju. Ko smo ravno spet pri vnetju, še nekaj, da ne pozabim. Kaj je tisto, kar pravzaprav ti priporočaš, da se izogibamo, oziroma kaj stanje vnetja lahko še poslabša? Tudi preventivno lahko delujemo, seveda kurativno, takrat, ko se to zgodi, absolutno. To pomeni nič mleka, mlečnih izdelkov, ker delajo vnetja, dela sluzi in potem se tudi hlad ustvari in potem je to eno tako območje se ustvari, ker se lahko razvijajo več tistih bakterij ali drugih patogenih organizmov. Sladkarije je treba dati stran absolutno zaradi tega, ker tudi v povezavi s tem, pa tudi pH vrednosti v našem telesu, sladkajmo se res in odžejemo, recimo, če je poletje sadjem, ni nam treba uživati teh procesiranih zadev, ker res naredijo veliko škode. Kakšne stimulativne stvari, tudi kakšen alkohol, kava, mogoče pravi čaj, druge stimulativne pijače, sladkane. To je res dobro izločiti, ampak poleg tega, da res užijemo tisto varovalno hrano, ki sem je nekaj malo že omenila, je zelo pomembno, da tudi skrbimo res za to higieno, ki si jo zdaj ti omenila. Dejansko, da uporabljamo tista mila, ki so bolj nežna, ki ne škodujejo tudi naši mikrobioti, tudi vaginalni, posledično tudi, kar se tiče mehurja. Pa v bistvu, da nosimo spodnje hlače, ki so iz ekoloških materialov, ekološkega bombaža, ekološke konoplje, recimo, da tukaj za to skrbimo, ker prek naše kože res vse se infiltrira not in pol lahko imamo zaradi tega težave. Tako da v bistvu je veliko teh ukrepov, nekaj od tega odvisno, kaj nas največ moti, seveda eliminiramo in pol bo boljše. Ok, torej mleko, mlečni izdelki adijo, cukor adijo, torej manoza pa kahelov. Res je. Ok, super. Kako pa v bistvu na vnetja gleda tradicionalna kitajska medicina? Ja, vedno gleda kot celoto, kot po meridijanih. Imaš neke točke pa to nekaj? Ja, ne, mislim takole, tudi tisti zdravniki tradicionalne kitajske medicine bojo sigurno, če delajo kakšno akupunkturo, res stimulirali tudi določene točke, tudi recimo točko, ki je prav povezana z mehurjem, ki je majčka nad tisto sramno kostjo, 1 centimeter, mogoče nekako tako pride, to lahko pritiskamo in stimuliramo. Lahko še eno točko, ki je rečemo SP9, tukaj pod kolenom, pa pol na notranji strani, to zdaj lahko gledalci pogledajo, kje se to lahko najde, ali pa grejo k zdravniku tradicionalne kitajske medicine. Tudi to lahko pomaga pri reševanju teh težav, ampak hkrati pri TKM-ju je tako, da vedno govorijo o tem, da je treba res ohranjati dobro energijo ledvic. Ker če ledvice niso dobro nahranjene, v bistvu, če tam energija ne teče pravilno, potem se lahko znajo dogajati tista vnetja. In ko smo že pri ledvicah, ledvice ne marajo mrzlega, ne mrzle hrane, ne mrzle pijače. Ta spodnji del res mora biti, se skozi segrevati. Lahko si pomagamo tudi s kakšno moksaterapijo ali s tistimi zeliščnimi grelnimi vrečkami, da si pa tudi ta področje segrejemo. Pa hkrati hrana, ki je za ledvice izjemno dobra, to je vse, kar je take črne ali vijolične barve, močne barve. Ne vem, ali je to, črni fižol, črna leča, kakšno jagodičevje, borovnice, robide, veliko alg različnih je zelo dobro. Pa seveda preslica, tam, ker je tudi več silicija, koprive, tudi zelena listnata zelenjava, posebej če je široko zelena listnata zelenjava. Tako da pač je treba res vpliva dobro na naše ledvice. Recimo zlata rozga je taka ena rastlina, ki je res izjemno dobra. Poleg tega pa ni samo v povezavi z ledvicami, hkrati je tudi težava lahko v jetrih. In če je tam tako eno pregrevanje, lahko tudi povzroči vnetje na tem področju, tako da pač je to treba ugotoviti, raziskati, kaj je s tem. Ja. Okay. Kaj pa, veš, kaj me zanima, še vedno pa obstaja torej možnost, da pa ni krivka, E. coli bakterija. Tako je, res je. Kaj pa takrat naredimo?
Ja, v bistvu vedno je ta osnova zdrav način življenja. Če vidimo, da nekje imamo ponavljajoče težave ali vnetja, potem seveda nekaj ne delamo prav. Ali mogoče jemo hrano, ki deluje na naše telo bolj vnetno, ali preveč procesirane hrane, ali naše telo zakisano, kot sem že rekla, se pravi v povezavi s tem ni nujno, da je bakterijska okužba, lahko je samo zakisenost telesa, ker naše telo mora biti bolj bazično, tudi če so nekateri deli telesa bolj kisli, da se ustvari pravilno ravnovesje in pač tukaj nam lahko začnejo primanjkovati tudi nekateri minerali, ni tega pH balansa pravega, tako da razkisati treba telo, to pomeni, res mora biti več bazične prehrane, kar pomeni osnova, veliko sadja, zelenjave, zelene listnate zelenjave, tistih zelenih napitkov recimo, da se pol to nevtralizira, ker ko se kisline ustvarjajo, to res obremeni celoten ta urogenitalni del, posebej tudi naše ledvice, lahko se tudi ledvični kamni ustvarjajo in tako dalje. To vse obremeni celoten ta sistem, tako da je treba najti način, da pol nevtraliziramo te kisline. Stres je treba zmanjšati absolutno, ker ni samo stvar fizičnega karakterja, pa to, kaj mi bomo vnesli v naše telo, ampak tudi kako bomo živeli, ker če smo mi nenehno pod stresom, hormoni se spreminjajo, imunski sistem ne more dobro delovati, prebavni sistem, zakisa se telo, ustvari se okolje, ki podpira bolj bakterije, parazite, glivice in tako dalje. Tako da vedno gledamo na to spet zmeraj celostno. Ampak vidimo, kje so področja, kje mi lahko takoj ukrepamo, pa potem še druge stvari. Torej, teh sicer vnetij je tam 10%, ampak načeloma, torej, če dobimo vnetje, je D-manoza torej način, s katerim bomo v 90% torej pozdravili. Tako je, brez antibiotikov. To je meni ena pomembna informacija, ker velika težava je. Ko mi zaužijemo antibiotike, seveda, mogoče si v tem trenutku bomo malo nekaj pomagali, ampak bomo naredili več škode kot koristi, zaradi tega, ker bomo mogli zdaj znova vse to obnavljati, vprašanje, kaj smo pol s tem naredili, kakšne bakterije smo uničili v našem sistemu in če delujemo res pravočasno. Jaz vedno priporočam, recimo tudi tam, če piše, da D-manoze toliko in toliko treba vzeti, takrat priporočam naj je dvojna doza. Lahko, torej se ni nadzeba, da bi kaj predozirali? Ni problema. Dvojna doza, takoj ukrepamo in potem jaz imam kar nekaj strank, ki ima težave s tem in moram priznati, da so si pomagale, pa so imeli veliko časa te težave z vnetji mehurja, tako hitro deluje, da pač enostavno so hvaležne, da imajo tako eno naravno rešitev. Ja, super, Jelena, najlepša hvala seveda za vsa pojasnila in informacije. Tako, drage gledalke, predvsem zdaj seveda veste, da ob specifičnih težavah torej posežite po D-manozi in hiter bo mirno, vse to je pa najbolj važno, ne? In spet bomo lahko nasmejani tukaj in tam spodaj.